Odjemalci električne energije smo danes prvič po več kot 2 letih ponovno prepuščeni trgu. Vladna regulacija se je tudi uradno iztekla, dobavitelji so že objavili nove cene. Zaradi interventnega zakona bo račun za elektriko prihodnji mesec še nižji, aprila pa bo položnica višja. Vladajoči sicer napovedujejo, da bo strošek za povprečno gospodinjstvo le za nekaj odstotkov višji, čeprav je električna energija, ki je le ena od postavk, na računu znatno dražja. Po koncu regulacije je ponovno pomembna tudi aktivnost odjemalcev, ki lahko ves čas spremljajo cene in dobavitelja tudi zamenjajo. Špela Bezjak z Rim. Samo še prihodnji mesec bodo položnice za elektriko znižane, že aprila bodo računi spet višji. Za odjemalce, tudi manjše gospodinjske, je po 2 letih znova aktualen primerjalnik cen elektrike na spletni strani Agencije za energijo. Tudi preko tega programa lahko odjemalci svojo aktivno vlogo vplivajo na dobavitelje, da nastavijo konkurenčne cene energije. Padec regulacije je sicer večina dobaviteljev, ki so cene objavili, vsi jih niso, pospremila s precej podobnimi ceniki. Ni pa nujno, da bo tako ostalo. Odjemalci bodo lahko trgovca tudi zamenjali, a je smiselno, da ostanejo pazljivi. Svari strokovnjak za energetiko Matjaž Valenčič. Dostikrat se tudi zgodi, da ugoden paket traja 3-4 mesece in potem se podrži, mi pa sploh ne opazimo in še vedno mislimo, da imamo ugoden paket, samo potem čez par mesecev vidimo, da ni več ugoden. Če bo kateri dobavitelj imel res previsoke cene, bodo pač odjemalci šli k drugemu. Minister Bojan Kumer je sicer napovedal, da je zmede s položnicami konec, previden pa po drugi strani ostaja šef gospodarskega resorja. Računamo na zniževanje, postopno zniževanje cen, ne samo na veleprodajnih trgih, ampak tudi, da se te cene prelijajo na maloprodajne trge oziroma na končne račune za vsa gospodinjstva. Iskreno bom zdaj povedal, ne upam, pri tej stvari pa ne upam nič napovedovati, ker tukaj pa res velja ena velika zmešnjava. Opozicija pa glede zmešnjave z omrežninami medtem še vedno s prstom kaže na vladajoče. Ta vlada se gre piši, briši tablo, torej z nečim vznemeri ljudi, potem pa, ko vidi, da ljudje se uprejo nečemu, to hitro odpravi. Recimo omrežnine. Višja omrežnina ni mogla nastati, če vlada tudi ne bi sodelovala in če ministrstvo za energetiko ne bi sodelovalo skupaj z Agencijo za energijo. Kot so še prepričani strokovnjaki, pa se bo elektrika v prihodnosti postopoma dražila. Odjemalci pa da postajamo vse bolj odvisni od velikih trgovcev. V času regulacije so denimo dobavitelji pri nas držali visoke cene in na ta račun prejeli približno 260 milijonov subvencij države.